Prisrčno pozdravljeni na tretjem večeru Mariborske knjižnice, posvečenem spominu na 30. obletnico slovenske državnosti, na čas osamosvajanja, ki je bil v Mariboru izjemno pester. Tako pester, da smo tudi 30 letja po tistem dogajanju sklenili, da na to temo ne moremo izvesti enega samega omizja z 15-20 udeleženci, ampak je potrebno tematiko razdeliti vsaj na 3 dele. Tako je bil naš prvi del posvečen pekarskim dogodkom in času prvega armadnega nastopa zoper slovenske osamosvojitvene interese. Spomnimo se 710. Učni center teritorialne obrambe v Pekrah. Prvi slovenski naborniki dober teden dni služijo vojaški rok. Začne se dogajanje, ki seveda kasneje dramatično prerase v uverturo v čas vojnih dogodkov, tako v Sloveniji kot kasneje v desetletje vojn na ozemlju nekdanje Jugoslavije. Drugi del je bil bolj vojaško usmerjen. Slišali smo, kako so potekale obrambne priprave, kako so se organizirale obrambne sile tako znotraj milice kot teritorialne obrambe, kaj se je dogajalo v Šentilju, kaj se je dogajalo v zvezi z obmejnimi stražnicami na Kozjaku, pa tudi kako smo doživeli čas, ko je bilo potrebno kasneje poskrbeti tako za tiste, ki so se predali, kot za mame in očete, ki so prišle iz drugih jugoslovanskih republik iskat svoje otroke, vojake Jugoslovanske ljudske armade, in kako se je dogajalo vse tisto do končnega umika Jugoslovanske armade iz Slovenije. Današnji dan oziroma to predvečerno omizje pa je namenjeno tretjemu sklopu, in sicer mediji in osamosvojitev na mariborskem območju, seveda pa tudi širše, kajti ne moremo izvzeti Maribora iz širšega slovenskega, tudi jugoslovanskega dogajanja. Hkrati pa je nujno, da opozorimo na nekatere poudarke, ki pa so pomembni prav za ta prostor. Dovolite, da vam predstavim udeleženko in udeležence današnjega omizja. Če bi tisti, ki nam spomin nese tako daleč, pobrskali 30 letja nazaj, bi vedeli, da gre za sama zelo znana in takrat izpostavljena imena. Majda Struc, tedaj novinarka Dela, pravijo, da je doma pustila male otroke in da se je za njo izgubila vsaka sled, dokler se ni javila iz mejnega prehoda v Šentilju. Marjan Šremf, novinar televizije Maribor, eden tistih, za katere v nekem drugem žargonu se reče, da so pustili srce na igrišču, sicer že upokojen, ampak avtor številnih reportaž domačih, narejenih na tujem med Slovenci po svetu, izjemno izpostavljen v tistem obdobju. Jože Jagodnik, novinar Radia Maribor, do katerega gojim poseben odnos. Danes sem ga spomnil, da ko je pred 29 leti odšel z radia, sem na tisto delovno mesto prišel jaz, za kar mu moram biti seveda hvaležen, sicer že tudi upokojen, vesel pa tudi, da sem imel priložnost v tistem času delati v njegovi jutranji oddaji Dobro jutro Maribor. Na tej strani gospod Janez Ujčič, takrat odgovorni urednik oziroma vodja TV studija Maribor, eden tistih, ki so ta studio tudi pomagali po letu 1985 vzpostavljati, mu priskrbeti opremo, govoriti o vsebinah in tako naprej. Prav v tistem času vodja tega televizijskega studia, ki je v svet poslal, to se malce ve, tudi prve slike za avstrijsko televizijo.
iz pekarskih dogodkov. In pa gospod Smiljan Pušenjak, ki je bil takrat v mariborski vladi oziroma izvršnem svetu, vodil ga je Anton Rovs, zadolžen za področje informiranja. Tudi Smiljan bi lahko napisal knjigo in dodal kakšno fotografijo. Slovi namreč kot človek, ki je v Mariboru naredil daleč največ fotografij, ampak zelo malo ljudi je tiste fotografije tudi videlo, ne? Zaenkrat. Hvala lepa. Gremo mogoče kar na sam začetek. Majda, dama v tem prostoru, če pogledamo delo, ki si mu tedaj služila, se je začelo pravočasno pripravljati na celotno zgodbo. Joco Žnidaršič piše, kako je hodil k Ludviku Toplaku v družbeno-politični zbor spraševati, kakšna zastava bo prihodnja, da bi jo posnel na vrhu Triglava. Tam je bila še zmeda, kot vemo, šele 24. smo to dobili, ampak vendarle, po pekarskih dogodkih je bilo jasno, pa to je hkrati tudi za razmislek vsem drugim, da se zgodba ne bo iztekla tako, kot se na Češkem in Slovaškem kasneje, ne, žametno, da bo šlo po trši poti, da bo tekla kri in tisti, ki so se na zadeve bolj spoznali, so vedeli, da bo morda na Slovenskem lažje, nekje drugje pa zelo, zelo hudo in težko. Majda, kakšen je bil vstop tvojega poklica pri delu v vojno obdobje? Ja, začela bom z nekaj meseci kasneje, ko sem novembra bila na hrvaški fronti na nadvozu pri Osijeku, kjer je vsak dan padel kakšen gardist, so me gardisti izjemno prisrčno sprejeli, varovali. In takrat sem si zapomnila besede: vi pametni Slovenci ste stopili skupaj in imate zdaj mir. Takrat smo res stopili skupaj in še preden so tanki iz kadetnice zapeljali, ko so v bistvu zaštartali, so nam ljudje že sporočali, da se to dogaja, in midva z našim fotoreporterjem Čerinom sva po nesreči prišla na zadnji vhod kadetnice, tako da sva spremljala tisti konvoj, ki je šel proti Rušam. In kolikor vem, je Radio Maribor preko naju prej poročal o tem, da grejo tanki proti Rušam, kot so Rušani oziroma ruška teritorialna uradno izvedela. In zanimivo je bilo, kako so nam ljudje pomagali. Delili smo jim listke preko ograj in oglašali so se na Radio Maribor in tako je celotna veriga stekla in Radio Maribor je takrat med prvimi poročal o dogajanjih. Mislim, da so bili ti dogodki najprej pekarski, potem pa tudi ti, velika šola novinarstva, ki smo ga izvajali po vrednotah, ki jih danes v novinarstvu daleč ni več. Pomembno je bilo to, da informacija pride, da pride resnična, kolikor se pač da v tej euforiji, objektivna informacija do ljudi, pa ne glede na to, kateremu mediju smo pripadali in preko katerega medija smo se oglašali. Tako sem jaz bila tiste dni dopisnica Radio Maribor, poleg tega, da sem poročala za Delo, kar redna, in zdi se mi, da je bilo to prav tako in tako bi tudi moralo biti. Jože, to je kar iztočnica zate. Radio Maribor pravzaprav oddaja Dobro jutro z neposrednim vključevanjem najrazličnejših ljudi na najrazličnejšo temo. Je bila že leta prej neke oblike priprava na čas, ko si se usedel za mikrofon in potem praktično ves tisti čas tudi vzdržal za mikrofonom ob podpori sodelavcev. Lep pozdrav vsem, posebej Majda, tebi in vsem mojim dragim kolegom, ki jih po dolgem času spet vidim. Smiljan je v akciji, že snema. Ja,
Jaz bi začel z radijem, tam, ker je mi Majda podala štafeto. Radio je bil takrat osnovni vir informiranja. Seveda zaradi dostopnosti, zaradi hitrosti, zaradi tega, ker je po mojem, pa ne samo po mojem prepričanju, vsak telefon bil mikrofon radija. Seveda vsega nismo mogli spustiti v program, ampak recimo Majda se je pojavila in je rekla, fantje, to je to, in smo Majdo vključili v program. Marijo, ki je letel za kamerami, smo ga vključevali na ta način. Neverjetno je bilo, kako se je koristil ta medij takrat. Ta medij je zame, medij lokalne informacije je osnovna informacija. To je kot, da bi potoček se vedno nekje začne, preraste potem v potok, pa v reko, pa v morje in tako naprej. Tako je ta lokalni radio igral neverjetno vlogo. Celo v konflikt smo prišli včasih z oblastjo, ker smo kakšno stvar napovedali in jo prenašali v živo tako hitro in verodostojno, da so v Ljubljani nas celo nekajkrat opozorili, predaleč greste, temu ni tako, ne? Mogoče bo Mario povedal eno anekdoto na ta način, na ta račun. Ja, hvala lepa za besedo, tudi vam lep pozdrav. Točno tako je bilo, dejansko mi nismo imeli takšne tehnike, da bi se lahko v živo javljali. Jaz sem bil z snemalcem Jožetom Kramerjem na Šentilju. Zanimivo je bilo, kako sva prišla do tja, to bom povedal v nekaj besedah. Namreč s kamero smo se postavila ob 6. zjutraj pred vhod v vojašnico Franz Rozman Stane, danes vojašnico generala Maistra. Tam je bila tankovska steza, po kateri so tanki vozili na vadbišče. No in vedeli smo, da bodo peljali ven in tam smo jih čakala in ko je pripeljal prvi tank, se je do naju dveh, ki smo blizu teh vrat stala, pa je pripeljal eden izmed oficirjev in je takoj zakričal na naju, odmaknita se na 200 metrov. Rekel je seveda v srbo-hrvaščini odbi na 200 metra in videla sva šla nekaj časa nazaj, ne na 200 metrov, ampak 75 in potem počakala, da so ti tanki odpeljali ven. Tiste posnetke poznate, ko so rušili Špetransove tovornjake, semaforje in so se odpravljali proti Šentilju in za tistim zadnjim tankom so se tudi midva 101 odpeljala z avtomobilom za njimi. In prišli smo do podvoza v Melju, do tunela, kjer so jih teritorialci napadli in se je tankovska kolona morala ustaviti. Enako tudi midva, ker sva bila na levem voznem pasu, ki je bil prazen, kolona na desnem. In v tistem trenutku, ko smo se ustavila, je Kramer Jože je šel ven in snemal vse, kar se je dogajalo. V tistem trenutku pa je priletel iz vozil, ki so spremljala to kolono, vojaški policist in ta čas je bil že Jože za volanom v avtomobilu in je rekel, daj kaseto. In takrat je Jože dal takoj v zvratno vožnjo in je z vso hitrostjo zapeljal nazaj. Nikoli v življenju nisem videl koga, ki bi avtomobil vozil tako hitro nazaj, niti prej, niti pozneje. In tako so se umaknila, seveda je ta oficir imel celo pištolo v roki in rekel, da naj dava kaseto, ker je vedel, da je to ključnega pomena. No in smo se odpeljala naprej, tam je avto obrnil, smo prišli v studio in to so bili prvi posnetki, ki sem jaz potem dal Ujčiču, da so šli preko linka v Ljubljano. Tako se je to začelo in ker je Jože omenil tudi dogodek na Šentilju, ki je bil tudi povezan z Ljubljano in spremljanjem našega poročanja z terena. Dejansko mi je Jože dal besedo, bil je pa takrat na Šentilju spopad med vojaki JLA, ki so bili vkopani na hribu na desni strani, če gledamo proti šentiljskemu prehodu, tam sta bili dve mitraljezki gnezdi in potem v spodaj pa so se teritorialci in milica, pripadniki milice spopadli, streljali so drug na drugega. In
ravno takrat sem jaz bil v samem prenosu oziroma v živo in sem pač poročal, kaj se je dogajalo, kje se to, odkud se strelja, kdo na koga strelja, kako daleč so. Skratka, malo sem podrobneje to poročal in to je verjetno, ta posnetek so slišali v Ljubljani, v Cankarjevem domu, ker je tam bil tiskovno središče, ne? In potem je Jelko Kacin poklical šefa mojega Janeza Ujčiča, to bo on povedal, in mu je rekel tako, povej temu šerifu, naj ne poroča tako kot na nogometni tekmi in točno opisuje, kaj se dogaja tam. Kdo ima žogo? Prišli, prosim. Kdo ima žogo, ne? Ja, prišli bodo z letali in bodo bombardirali vaše območje, kjer ste. Jaz pa sem rekel, Janez, povej gospodu Kacinu, da se to nikoli ne bo zgodilo, kajti ko so prvič prišla letala, 2 miga in sta se mitraljirala kolono tovornjakov, so tudi v Štrihovcu, tam je bila prva žrtev in sta se morala obrniti do Talerhofa pri Karsdorfu, sta kršila zračni prostor in sta seveda šla na avstrijsko ozemlje in takoj potem so Avstrijci postavili protiletalsko obrambno linijo na Šentilju in sem rekel, ti avioni, tudi če bi prišli, bi bili takoj sestreljeni. Sicer pa naj pove Ujčič, kako je bilo. Verjetno Kacin tega ni verjel, ampak tako se je dogajalo. To je bilo v živo. Janez, mikrofon bo dala. Zdaj, je predno, oziroma bi kar skombiniral z to, kar je povedal Marjan, kako to, drugo pa morda korak nazaj. Jelko Kacin je razlagal, kako se je tehnična oprema televizije tedaj še v Planici nekako je ostala dan dlje po smučarskih poletih, da so vzpostavili zveze. Kasneje pa se ni več vrnila na redne lokacije v Ljubljani, ampak na skrivne lokacije. Tudi v Mariboru bilo kaj podobnega, so tudi tu že bila predhodno dana navodila, kako se recimo v tehničnem in kadrovskem smislu organizirati za primer vojnega stanja. Ja, hvala lepa. Najprej bi rad čestital Mariborski knjižnici, pa tudi Stancu Kočutarju za izvedbo teh dogodkov in spominov in mislim, da je danes prvič v 30 letih, ko so na sceno stopili tudi tisti novinarji, ki so pomagali osvobajati Slovenijo. Kajti tudi pero, mikrofon in kamera so bili veliko, močno, udarno orožje in mislim, da je prav, da si fantje, kolegi zaslužijo vsaj malo pozornosti. Kar se tiče tega, kar si vprašal, je seveda televizija Slovenija oziroma Ljubljana takrat je vedela za določene stvari, ki jih mogoče tudi sam nisem vedel, tako da so poiskali nekaj lokacij rezervnih v primeru, da bi prišlo do uničenja RTV hiše ali pa oddajnikov, ki so bili pač povezani za to hišo in da bi lahko nekako poskusno oddajali. Kar se tiče Maribora, mi seveda teh povezav nismo imeli smo pa razen Kopra prvo neposredno in takojšnjo zvezo z centralnim studijem v Ljubljani in spomnim se natančno tistega dne, če malo bolj ukvirim celo to zgodbo od začetka, da ne gremo to, kar je Mario prej povedal, v čiste detajle, ki so seveda pomembni, ker so bolj lahko zanimivi. Mene so klicali ob 2:30 zjutraj, da gredo tanki iz Vrhnike. Ekipa je bila sestavljena takoj ob 5 zjutraj in naši posnetki so bili ob 8:30 zjutraj na vseh svetovnih televizijskih mrežah. Pošiljali smo naše posnetke direktno preko Ljubljane v Evrovizijski center v Zagrebu. Zagreb je bil največ center za Eurovizijo. In seveda ti lomljenje teh avtobusov in to, kar je šlo v Šentilju, to so bili ti zgodovinski posnetki naših fantov, snemalcev, novinarjev, Marjana Šrimfa, Pirtovška, Javka, Iviča, Vlada Krejača in podobnih in seveda snemalcev. Imeli smo 5 snemalnih ekip, ki so bile razporejene po različnih točkah, tam, kjer se je seveda to dogajalo.
Brez tega, da ne bi imeli določenih informacij, ki smo jih dobivali iz policijskih krogov, iz vojaških krogov, tudi iz radia. Radio, kot je rekel Jože prej, je seveda nepogrešljiv medij bil v tistem času, verjetno tudi bi bil danes enako v kriznih trenutkih ali pa razmerah, ker je bil najhitrejši. Seveda je bila slika afirmativna, je dodatno, bom rekel, oborožila zavest ljudi do nekega borbenega vzdušja in tega. Ampak radio je bil takrat seveda prvi in mislim, da je odigral Radio Maribor izjemno pomembno vlogo. Ne vem, kako se je zgodilo po vojni, na srečo kratki, ali je dobil Radio Maribor kakšno odlikovanje ali ne. Mi smo kot televizijski studio to priznanje Ministrstva za notranje zadeve dobili 27. junija 1992. In prav bilo, da bi tudi druge časopise, tega ne vem, se mogoče dobile enako. Tako da nikoli ne bom pozabil tistega prvega jutra, ko sem se pripeljal z avtom v studio, so začeli prihajati tanki ven. In naša ekipa je bila v bistvu na licu mesta in na prvem sestanku, Marjan se bo pa spomnil, sem dal na mizo pištolo svojo. Sem rekel, fanti, zdaj gre pa zares. Zdaj pa ni več heca. Tisti, ki ne bo, ki ne misli dela tako, kot je treba za svobodo Slovenije, naj zapusti redakcijo. Nihče ni to naredil, vsi so bili kot eden, borbeno, zavedni, požrtvovalni, ne glede na čas in uro. Če bi še bil ta spopad z jugoslovansko armado dan, dva daljši, bi mi fizično, bom rekel, umagali, kar je lepa beseda, zato ker smo bili popolnoma izčrpani, ker praktično nihče ni spal. Spali smo mogoče 2-3 ure, to je bilo največ. Tako da k sreči se po noči ni tako veliko dogajalo, ampak tiste usodni prvi dni so bili seveda izjemni, zato tudi, ker so k nam prihajali prve televizijske ekipe iz Avstrije, ORF, nemške ARD in CDF, CNN je bil celo en dan pri nas in seveda smo nudili kompleten servis in vse potrebne usluge, ki so bile pač takrat. Hvala lepa. Hvala lepa. Janez, zdaj to vprašanje, kar se tiče kakšnega posebnega priznanja za radio, ne vem, mislim, da ga ni bilo. Vem pa, da je tam nekje 92. leta predsednik Republike Kučan teda odlikoval s častnim znakom Svobode Republike Slovenije celotno RTV za zasluge pri tej zadevi. Smiljan Pušenjak, zgodba, ki se začenja znotraj tedaj Mariborske občinske skupščine že v času pekrskih dogodkov. Pri vas so se takrat zelo dinamično križale zadeve. Marsikaj ste skusili že takrat v navezi za tisto ugrabitvijo. Kako ste znotraj občine dočakali vojni čas in se pripravili in kako odreagirali? Najprej bi se pridružil besedam, kar je Janez rekel, točno tako je bilo in tudi vsi se zahvaljujemo Mariborski knjižnici, da je to vprašanje, ki je zelo pomembno, prišlo na obravnavo. Škoda, da je tako malo ljudi, ampak upam, da bo to Radio Maribor prenesel potem v eter. Torej ta Viteška dvorana, vsi smo lahko ponosni, da tukaj sploh sedimo, je okrog 450 let stara. Tu so se dogajale v tem prostoru glasbene stvari, Franz Liszt je koncertiral, tudi Hitler je bil tu, vsi mogoče so bili. In ne boste verjeli, da prav v toto dvorano smo mi, občinarji, sklicali
25. junija zvečer vse pomembne mariborske ljudi, poslance, in smo jih čakali, da so po seji skupščine v Ljubljani prišli v Maribor. Skoraj vsi so bili nažgani in meni je bilo najbolj hudo, kako zdaj to te spraviti, da bi bili trezni. In jaz se spomnim na občini, sem imel 2 pisarni ali pa 3, pa sem enega, ne bom povedal kjerega, kar noter zaprl to pisarno, pa mu dal liter vode, da bi se strezno, ker mi je bilo zelo nerodno pred Magdaleno Tovornik priti za mojimi prijatelji. Mi smo vsi prijatelji, ampak smo več kot prijatelji in mogoče je to tudi zasluga, da se je zgodilo tako srečnim, kajti če bi en strel padel, bi bil masakr. Ne? In do tega ni prišlo. In tako vsi od nas, ki tukaj smo, ima en velik delež k uspehu. In torej, če se vrnem v to dvorano, tedaj 25. junija se dobro spomnim, tako smo sedeli, polna dvorana je bila nabito polna in smo čakali, torej praznovali prvi dan samostojnosti in neodvisne Slovenije, kar je doktor Bučko, smo mu pravili Bučar, Bučko napovedal, da, ko bodo zdaj poslanci iz Ljubljane prišli v svoje kraje domov, nadaljujemo veselje. To veselje ni trajalo dolgo. Kot veste, je bila prvi dan že vojna, ki jo noben ni pričakoval, čeprav se mora malo vrniti. Na večeru sem bil 22 let in k meni so že prihajale takšne čudne, kako bi ti rekel, misli, da ali to čutimo, verjetno čutimo, tisti, ki svoje delo radi opravljamo, in to smo vsi, mi tu imamo eno lastnost, da smo vztrajni, tak ali tak, da radi delamo, kar upravljamo, torej z veseljem, to je tako v življenju najbolj važno, da delaš, kaj te veseli. In tedaj, torej 25. junija v to dvorano pride vesela vsa druščina, ampak nekaj mi je govorilo, kot pravim, ne veseli se dneva, kot rečejo pred tem, še nekaj pride, in nekaj je bilo zadaj. In točno to se je potem zgodilo, in da se vrnem malo nazaj. Na občini smo se bili vsi neke vrste konkurenti. Naš izvršni svet je bil sestavljen iz 11 članov, vsak ima svoje področje, in občina je bila zelo velika, do Šentilja in ne vem, do kam se tedaj segala občina Maribor. In se dobro spomnim tistih trenutkov, ko sem se bal, kaj bo pa jutri. In nisem se z vsem srcem veselil vsega tega, ker me neki čut me je prevzemal, zlasti, ko so k nam prihajali na občino provokatorji. Enkrat je prišla en teden pred tem 5-članska ekipa Narodne armije. Vse je v redu, kaj ste vi? Ja, mi smo novinari, reporteri, ampak ne, oni so bili izvrstni špicli, vsemi žavbami namazani, ker enega sem opazil, vsak fotograf ima veliko daru opazovanja, in sem videl, kak je tisti človek gledal, vse okrog je gledal, pa me je to malo presunilo. In tako sem bil nekako ukočen, da tako odkrito povem. Občutke sem imel težke. In vsi so se veselili, jaz sem pa hodil gledati tega mojega prijatelja, ki je poslanec bil in je bil nažgan v moje pisarne, ko sem ga zaklenil, pa sem mu dal liter vode, je spil med tem, sem rekel, ok, sem ga spet zaklenil nazaj. Skratka,
Vse to so občutki, ampak dejstva so pa bila neizpodbitna in mene je takoj zagrabilo, bi rekli, eno stremljenje, kako bi jaz spravil vse skupaj ven v CNN. To je zanimiva zgodba, zdaj si jo zaokrožil, bi te vprašal, pa to konkretno odgovori. Ali so bili na občino, bi rekel, pritiski tako strani armade po eni strani, kot strani Ljubljane, da se kakorkoli izpostavite, da kakorkoli vplivate na ljudi ali kaj takega? To me zanima. Ja, bili so, veliki pritiski so bili, zelo veliki. Z obeh strani. Tako, z obeh stranih bilo je dosti hinavščine, prav gotovo, razen pri nas. Ta izvršni svet je delal s polno paro, da ne boste misliti, da sem jaz bil zadolžen za informiranje, res, ampak jaz sem mogel delati vsega hudiča drugega zraven. Med drugim sem moral vsaki dan organizirati sejo izvršnega sveta v drugem kraju. To je bilo zdaj bi pa Janez, bova Janezu dala besedo ravno na to temo. Pritiskov, pričakovanj, po eni strani je najbrž vašo radijsko številko so imeli v vojašnici, po drugi strani v Ljubljani. Kakšna so bila pričakovanja? Ker se vendarle govorilo o tem, da je vsak želel imeti svoj vpliv ali pa uveljavljati svoj vpliv. Glede, po pekrskih dogodkih so bile medijske hiše v Mariboru pod tako imenovanim prisluhom kontraobveščevalne službe JNA ali pa Jugoslovanske armade in seveda drugih služb. Tako da so v bistvu naši nekdanji, bom rekel, kolegi, ali kako bi rekel temu, v Jugoslaviji, tudi v novinarskih vrstah, predvsem pa v obveščevalnih, policijskih, so natančno vedeli, kaj se po hišah dogaja. Vendar je bila ocena kontraobveščevalne službe v generalštab Jugoslovanske armade napačna. Ne vem, zakaj je do tega prišlo, vendar je bila ocena, da se zlasti Maribor ne bo uprl vojski in da bo nekako pristopil, da ne bo šel za takim odporom, kot je šel. Ta ocena je bila seveda tako, mislim, tako usodna, da se je seveda takrat generalštab in Marković, ki je bil predsednik jugoslovanske vlade, odločil za neki ostrejši nastop. Če ne bi v vrhu, to je pa moja ocena, generalštaba bilo nekaj, bom rekel, pametnih ljudi, ker niso bili vsi nori ali pa zaslepljeni, bi se lahko zgodil scenarij B, ko bi poslali iz Bihaća in Sarajeva oziroma teh bosanskih letališč 10-15 avionov in bi Maribor zradirali. Seveda to je bil samomor za vse, za Miloševića in vse ostale. Seveda žrtve pa bi bile seveda tudi v Sloveniji veliko večje, kot so bile. Hvala Bogu, da se to ni zgodilo in mislim, da je takrat pač so ustrezne službe sebi naredile slabo uslugo, nam pa v korist. Jože, ti si osebno poznal po eni strani recimo tedaj majorja Lipnika in nekatere poveljujoče. Kakšen vpliv je imelo to takrat in so bili to tedaj v tistih kritičnih časih še isti ljudje, kot si jih poznal recimo z kakšne nogometne tekme prej v letu 90-89? Nisem jih poznal s tekem, ampak sem jih poznal z realnega življenja. Tako je naneslo, da sem leta 1975 moral odslužiti svoj del državi, torej vojaški rok. In spet tako je naneslo, da sem prišel v Celje in v celjsko kasarno so takrat podirali zaradi nekih avtocest in so nas preselili v Maribor. In prišel sem, spet je tako nanesla v
pisarno oziroma kot nek, ne vem, organizator nečesa kulturnega življenja k majorju Lipniku. Takrat je bil komandant tega področja kasnejši general Kajin, služboval pa je tam tudi Delić. Tako da sem bil nekako v stiku s temi ljudmi od leta 1975, v stiku po tele moji vojaške dolžnosti. Zelo sem se trudil, da sem strumno izpolnjeval vse ukaze, zlasti tedaj, ko sem dobil dovolilnico za izhod, ker sem služil v najbližji kasarni moje rojstne hiše. No, preskočimo to. Bil sem potem preseljen v Ljubljano po zaslugi Marija Šrimfa, ki me je preregrutiral novinarja Naše vojske. To je bil časopis, ne? Časopis, ja. Ker so videli, da nima smisla, da me držijo v Mariboru, da sem pač rekel, da služim v Mariboru, ker je pač vojak mora varovati tisto, kar mu je najbližje, torej svoje mesto. Kasneje, 10-15 let, sem bil za to pohvaljen v narekovajih, češ, že takrat je bila protekcija in že vemo, zakaj si bil ti tam. Namigovali so, da sem celo bil neke vrste obveščevalec, kar pa seveda odločno zanikam. Iz tistih časov sem torej imel ta znanstva, poznal sem te ljudi. Kajin je bil moj neposredni sosed. Ujel me je nekoč, ko mi je crknil avto zaradi pomanjkanja benzina na glavnem Mariborskem mostu in jaz sem v majici s kratkimi rokavi, s kratkih hlačah, v civilki poskušal poriniti ta moj avto na pločnik in je Kajin stopil iz svojega džipa in mi je pomagal in je rekel, da me bo drugi dan zaprl in me poslal v Makedonijo. Ampak dobro. Ko sem upravljal to novinarsko delo, sem imel pa naslednjo težavo. Oni so čutili neko svojo, neko mojo znanstvo do njih, da je to naklonjenost in so začeli izkoriščati to, čuj, ti moraš pa poročati objektivno, malo za tudi nas poštevati. Ne? Nekateri kolegi so mi to celo morda zamerili. Velikokrat sem takole intervjujal tudi kakšnega vojaškega predstavnika, ko pa se je zgodil tisti dogodek Simčik, sem dobesedno vdrl. Jaz sem bil zraven, ko so povozili nesrečnega Simčika, na 2 metra pred menoj se je to zgodilo in odšel sem z mikrofonom v kasarno vojvode Mišiča, kjer je bila takrat moja pisarna pod narekovaji, kjer so bili Lipnik, Delić, Kajina ni bilo več zraven, ker se je medtem upokojil. In so zmedeno poslušali radio, kamor sem jaz predtem poročal, pred par minutami in gledali TV Dnevnik, kamor so kolegi že poslali prve slike. Jaz sem rekel, kaj boste naredili? Mi nismo nič krivi, je rekel Lipnik, mi absolutno nismo nič krivi. Zakaj niste vi krivi? Vi ste, vaše vojaško vozilo je na silo prihajalo iz te vojašnice in je na silo hotelo v drugo vojašnico in ljudje so temu nasprotovali. Ta Simčik in še ena oseba sta skočila na to bovo, takrat bojno vojaško vozilo, in ker je ta padel, so ga povozili in to je bil konec. Skratka, vaš incident je, kaj pa ne naredimo? Ja, vsaj priznajte, pa se opravičite. In ne boste verjeli, kaj mi je rekel Lipnik, veš kaj, sedi se za stroj pa napiši opravičilo v našem imenu. Jaz seveda tega nisem naredil. Pred kasarno pa so se že začeli zbirati novinarji, mogoče si bila Majda med njimi. In oni so vedeli, da sem jaz v tej kasarni, pri teh poveljujočih in še to, ne, sedeli so za največjo mizo, imeli so eno veliko posodo pečenja z nekaj flaškami spodaj in oni so cel dan, ker je bilo takrat dan po
po izpustitvi oziroma po ugrabitvi in izpustitvi Miloševića, so nekaj proslavljali v teh kasarnah. Ne. In bilo je očitno kar veselo. Ne. In potem sem jaz rekel, gospod, jaz bom povedal, da ste vi v nekem izjemnem razpoloženju, nisem zdaj uporabljal besed, ki jih je prej kolega uporabljal. Potem so me skušali upravičiti, da to ni nič, da so na ključe in tako naprej. Jaz sem odšel iz tega prostora ven, ker sem poznal vse te hodnike, pridem pred kasarno in so me moji kolegi novinarji napadli, niso vedeli, kaj sem jaz počel, oziroma zakaj sem sploh lahko prišel not. Jaz sem prišel not pri drugih vratih, ker sem jih poznal, ker sem iz te kasarne bežal 200-krat. In mi smo, to je bilo to vzdušje. Eno od teh vzdušij, ki jih je Janez prej omenjal, je, mi nismo s pištolami se organizirali, tako ste se vi, mi nismo imeli občutka, da so nas posebej vohundili, tako so lahko vse poslušali. Ampak nekega dne, ne vem, če boš Stane se tega spomnil, so prišli 3-4 uniformirani veljaki na radio k našemu direktorju, teda je bil to Leo Kremžar, in so rekli, da bi želeli sestanek z njim. Leo je rekel, zakaj pa ščini, in tako naprej. To je bilo med pekarskimi dogodki in... Ne, to je bilo pred pekarskimi dogodki. In so prišli z barvo na dan, ustanavljamo novo stranko UTEL. Mi smo izpostava te stranke v Mariboru in vas vabimo, da se včlanite v to stranko. Ker so rekli, Jagodnik se je že tako ali tako včlanil. To je bilo daleč od resnice. Kremžar me je presenečeno rekel, kaj pa je to, ni govora. In so poklapano odšli iz tistega neslavnega nagovarjanja. Ampak oni so mislili, ker so bili inštruirani iz Beograda, da bi se Mariboru dalo okrepiti to vse jugoslovansko gibanje. Bili so že takrat prepozni, tako kot so bili prepozni v teh vseh dogodkih, pekarskih in popekarskih dogodkih. Maribor se je organiziral, mislim, da že mnogo prej, če ne celo takrat, ko so začeli te številni protesti in številne delavske vstaje leta 88-89, ko je bilo na tem trgu, pred tem gradom, po 10, 20, 30 tisoč ljudi. Takrat je Maribor v bistvu pokazal svojo barvo in potrjujem, kar je kolega Vujčič rekel, v Mariboru niso uspeli češenj zobati, ker ravno so računali, da bi bil mehek želodec v Sloveniji, da bi Maribor bil tisti, ki bi se tudi republiški, slovenski vladi, tedanje oblasti nekako uprl zaradi socialnih nemirov, ki so izbili, ker je Maribor pač plačeval to veliko ceho neuspelih stabilizacijskih namer vlad od Milke naprej, neuspelih brzdanja inflacije, ki je bila v letih 90 celo 2000%, se tega še spomnimo, kar smo tisti dan, ko smo denar dvigli, šli v Avstrijo, pokupili šilinge in ga drugi dan prodali. Skratka, ni bilo šanse in ta ocena je bila seveda njihova nasprotne strani napačna in tako se je Slovenija uprla ravno na teh lokalnih malih točkah. Šentilj, vsi mejni prehodi, Maribor, Pekre. In danes, če si nekdo prisvaja ta velik preobrat v slovenski zgodovini, če si nekdo prisvaja to osamosvajanje, ta ne dela slovenskemu narodu ne za nazaj, ne za naprej, dela veliko krivico. Kajti upor je bil last ljudstva. In mi, novinarji, smo bili samo tisti, ki smo ta upor zaznali in ga posredovali vsak v svoj medij. Meni je pač uspelo v tistem trenutku, Marijo dan kasneje, Majda je mogla napisati članek, pa ga opremiti z tem spet dan kasneje, ampak mi smo upravljali svoje delo vestno, častno in pravočasno. In to smo delali. Tako je. To je bila izjemna moč. Zdaj k interpretaciji se bomo čisto za konec še vrnili. Zdaj
vprašanje spet praktično za vse. Maribor, Slovenija, to je bila uvertura. Ste imeli občutek, da se je tudi armadna stran, ki je, Jože, kot čutim, so delovali nekako, rekel, presenečeno, niso vedeli, kako reagirati, niso pa se takoj zatekli tudi k neki brutalni sili, k nekemu nenadnemu, močnemu odgovoru, kar bi nenazadnje se lahko tudi zgodilo, imeli so ves potencial, ampak imeli so tudi družine zunaj vojašnic, kar je zelo pomembno. Kasneje se mi zdi, da se je v drugih republikah armada tega tipanja otresla in je postala bolj brutalna. Zdaj, ali je to postala zaradi vsega, kar se je naučila pod narekovaji v Sloveniji, ali zato, ker se je nacionalno homogenizirala, ali je bilo kaj tretjega. Zakaj je torej tukaj bila še pod nekim vtisom Slovenija bo padla, ne bomo dali tistim, ki so šli proti Šentilju, močnega pehotnega spremstva, ne bomo jih opremili za daljše vojskovanje. Nekaj je bilo očitno v glavi, kar ni šlo prav, na srečo ni šlo prav z današnjega zornega kota. Želim vas vse skupaj vprašati, kaj se je glede na Slovenijo, pa glede na kasnejše dogajanje v pristopih tudi novinarskih spremenilo. V Sloveniji ni umrl nihče od novinarjev, menim da, tedaj. Ja, kasneje pa marsikaj. Dobro, kdorkoli želi zdaj na to vprašanje, Jože pa potem. Če dovoliš, bi jaz tu nadaljeval, ker si dal imenitno iztočnico. Slovenija je imela specifičen politični sistem. Zdaj pa, kaj pomeni to? Zato sem vzel tudi besedo pred Majdo. Slovenija je imela eno socialistično zvezo, ki je bila ena pahljača, pod katero se je marsikaj dogajalo. Čeprav smo mislili, da je socialistična zveza, ali pa smo jo tudi takole jemali, neka paralelna partija, je pa le imela pod sabo celo vrsto iniciativ. Mislim, občine komiteji, da tako začnem, komiteji občinskih so imeli pri nas nekaj povsem drugega, kot so bili komiteji recimo v Kragujevcu, kot je bil občinski komitej Zveze komunistov v Novem Sadu. Tam je bila oblast v teh komitejih. V Mariboru, v komiteju, na žalost tistih ljudi, ki so bili, ni bila več tako trdno zasidrana. Ti komiteji so se z današnje perspektive nekako že razvodeneli. Na vse zadnje smo imeli sekretarja Francija Pivca, ki je bil že zaprisežen demokrat. Pa smo imeli na Socialistični zvezi ljudi, ki so vedeli veliko o demokratičnih procesih. Pa smo imeli razne sosvete, varnostne sosvete. In smo vključevali, in se je v Sloveniji vključevala poleg teritorialne obrambe tudi tu in tam vojska. Mi smo imeli sosvet, v katerem so bili mariborski odločujoči ti oficirji, člani nekaterih stvari. To je ena stvar, druga stvar pa seveda so bile družine vpete v to, ne? Družine teh ljudi. Tako da je klima, jaz sem pač imel to srečo, da sem bil v letih 79, 84 v Beogradu kot dopisnik in sem hodil po Jugoslaviji. Nekaj povsem drugega je bilo v Bujanovcu, ko sem se sestal z partijskim sekretarjem, ker je on rekel, župan oziroma predsednik občine, 4. stol, partijski sekretar je bil 1. stol in jaz, ker sem z njim bil v stiku, sem bil malo da nek kralj. In kar sem si poželel, to sem dobil od avtomobila dalje, recimo. Tega v Sloveniji ni bilo možno več. Mi smo imeli drugačen politični sistem, na popolnoma drugih osnovah. In se je ta demokracija oziroma ta prihajajoča demokracija pravzaprav napajala na teh dejstvih. Majda, potem Zdaj pa Janez. Majda, zato sem prevzel, ker je ona delala na SZDL in vem, da se ne bi tako pohvalila. In to sem želela reči, da je bil prav Lipnik tudi član predsedstva SZDL v Mariboru. Ampak jaz bi malo iz drugega kota gledala na to zadevo.
In sicer to, da desetletja vzgoje in učenja ljudske armade, narodne armade je v tem kadru vendarle pustilo neke posledice. Če niso bile v ospredju v tistih dneh, so pa bile nekje odzadaj. In tej ljudski armadi, narodni armadi se zgodi ljudstvo v Mariboru z pekrskimi dogodki. In potem se zgodi ljudstvo z osvoboditeljskimi aktivnostmi. In ta armada se v tistem trenutku še ni znajdla. Ko je šla v druge republike, je seveda vedela, da se ljudstvo ne sme zgoditi. In zato je bila po moji presoji, pa povsem laični in prostodušni, bi rekla, situacija v Sloveniji taka. Predvsem pa obletnice nas nekaj učijo in tudi ta obletnica naj uči to, da tisti, ki ima na svoji strani ljudstvo, pa naj zgleda demagogoško, kolikor hoče, zmaga, in tisti, ki mu ljudstvo obrne hrbet, je obsojen na propad. Janez? To, kar je Majda povedala, seveda drži. Jaz bi samo mogoče dal tudi drugi zorni kot tega gledanja, ker smo pač v Mariboru. Jaz mislim, da je zakaj ni prišlo do hujših spopadov in te odločitve so pač posledica dogovorov, ki jih je takrat imel Kučan z Miloševićem. Ker tu ni bilo srpske manjšine in ni bilo nekega posebnega interesa. Razlog za prvi taki spopad oziroma za neko udarjanje po zadnjici je v bistvu ukazal ali pa napovedal zunanji minister Baker takrat, ko je bil v Jugoslaviji. Dajte jih malo poriti, da se bodo druge republike zbudile. In to je bila ravno največja napaka, ker je bil odpor Slovencev, nas, tako enoten in ognjevit, da se je morala ta armada umikati in je doživela prvi poraz v svoji zgodovini. In drugi poraz je bil par dni kasneje, ko so starši teh otrok, ki so bili v Sloveniji, v Beogradu, napadli ne samo parlament, Miloševića in vse ostale, ki so bili pobudniki tega. In takrat se je začelo v bistvu dogajati nekaj, kar nihče tudi ni v generalštabu in ostalih strukturah tako hitro pričakoval. Dogovor je bil tudi na mednarodni ravni. Naši politiki so takrat izjemno dobro delali v mednarodnem prostoru, zlasti z Nemčijo, Avstrijo, Vatikanom, manj z Ameriko, še manj z Rusijo, ki je bila takrat na tleh. Ampak na koncu se je končalo vse dobro. Mene kot novinarja in urednika takrat je skrbelo tisti drugi, tretji ali četrti dan, zdaj se točno ne spomnim, ko je general Adžič dal to izjavo. Tisto slovito izjavo, mi smo gledali takrat prenos direktni in se rekel, pa to ni res. To ne bi res, fanti, to bo zdaj stranje, totalno. Adžič je takrat napovedal pohod 700 tankov preko Slavonije v Slovenijo. Kaj to pomeni v tistem trenutku za nas, ki smo vse to spremljali, za borce, za ljudstvo, si ni možno bilo predstavljati. Potem se je k sreči to ustavilo. Ampak takrat so že imeli druge načrte, Hrvaška, da ne govorim o Bosni in tako naprej. Tako da smo po naši, to kar je Jože rekel, borbenosti in želji po tej samostojnosti bili prvi, potem je bila politika pametna v tistem trenutku, pametna in tudi mednarodno okolje je bilo nam naklonjeno. Ne smete pozabiti, da drugi dan oziroma tretji dan, ko so začela letala preletavati Šentilj in so obračala zaradi tega, ker so imela hitrost nekaj čez 1100 km/h pri Lipnici, takrat so se, oprostite, Avstrijci skoraj posrali od straha in so nosili na Šentilj k našim posadkam, od pršuta do vina, do nekaj, samo vzdržite, da ne pridejo Srbi v Avstrijo.
Takšen je bil njihov odgovor. Ne? Ja, mogoče bi še jaz to povedal, ker sem to doživljal. Namreč potem, ko so se stvari začele malo normalizirati, pa so obrnili drugo plat medalje, ko so že postavljali obrambo in takrat je bila v zraku, to nismo še povedali, grožnja, da bodo na Šentilj prišli specialci iz Niša. Tam je bil poseben bataljon JLA specialnih enot in ta poročila smo non-stop dobivali, ker v bistvu so bila nepreverjena ali skratka bila so sporočila, ki so prihajala od vsepovsod in Avstrijci so zato zvedeli na nek način preko njihove obveščevalne službe in so prišli do nas, njihovi žandarji in tudi predstavnik vojske in so rekli, če bodo ti padalci prišli, napadli Šentilj, mi bomo to vedeli 10 minut prej, vi ste absolutno dobrodošli, pridite takoj na našo stran, če se hočete izogniti, če boste videli, da so stvari tako resne in tako nevarne in da bodo oni v takšni premoči, so rekli, da boste dobrodošli. No in v tistem trenutku, ker si ti povedal okrog orožja pa pištolj in vsega tega, v času teh groženj s desantom je prišel tudi poveljnik mejne milice do nas, novinarjev, ki nas je bilo tam 5-6 in rekel, zdaj pa pridite z mano v klet, stavbe mejne milice, ki je bila tik ob prehodu, in rekel, zdaj pa pridite v klet, tukaj imamo trofejno orožje, je več 10 kosov, vsak si lahko izbere svojega, če bo prišlo do napada. Jaz sem pa seveda malce rekel, to je trofejno orožje ali dela, rekel, dela, absolutno, tukaj je municija zraven, potem bi pa jaz imel angleški Thompson, ki je imel redenik, kot se reče temu, za ploščico za municijo, ne, imel po strani, ne navzdol. No in ti so rekli, tukaj vas čaka, če pride do tega, samo pridite dol in vam bom dal ukaze naprej. To se ni seveda zgodilo, na srečo tega desanta ni bilo, ampak pozneje, 2-3 dni kasneje sem jaz imel prvi intervju z enim tujim, lahko bi rekli politikom, Jožef Krajner, prišel, on je bil deželni glavar v Gracu in je prišel na Šentilj in jaz sem potem imel tudi intervju z njim in je zelo, lahko bi rekli, objektivno in z polno podpore ocenil dogajanje Slovenije, naše teritorijalne obrambe in vsega tega obrambnega obroča, ki se je stkal na meji. Smiljan, zdaj, kako ste vi spremljali to zadevo? Kako je mestna oblast spremljala te zadeve? Nisem razumel, kaj? Kako je mestna oblast spremljala te zadeve? Ja, najbolj smo se bali svojih lastnih vohunov v hiši. V hiši sta bile dve službi, ena je za JLA delala tajno, ena pa verjetno za kakega drugega konkurenta, tujega. Ampak v sami lastni hiši smo glih tako bili enotni, prav gotovo. Vsak dan je bila seja izvršnega sveta na drugem kraju, v drugem celo poslopju in tako naprej privat. In jaz se spomnim, da sem že dal karte tiskati za Mariborčane. Vaši starši dede bi dobili karte po moji zaslugi, pa bi dobili kilo kruha, če bi JLA uspela in ne vem kaj še vse. Rad bi pa povedal zelo pomembno, da je prvi dan mene tiščalo, kako jaz spraviti to ven v tujino, ampak v poštenem smislu, ne. Ker bile so dezinformacije razne, smo čuli, Narodna armija je po svojih kanalih zunaj objavljala neresnično. In tako sem se jaz povezal z CNN-om. CNN je njihov vojni dopisnik Martin Bell, vedno je bil belo oblečen in v Sarajevu je bil težko ranjen, meni se da je umrl potem. Ta je prišel z ekipo treh, eden je bil prevajalec v jugoslovanščino, ta drugi pa snemalec. Toti snemalec je imel tako veliko kamero. In jaz sem rekel, kako bomo zdaj to mi prešmugljali, najprej so prileteli na Dunaj, v Graz, zdaj pa iz Graca preko šentiljske meje. Jaz sem imel 3 svoje lastne osebne zanesljive ljudi,
da bi to kamero razšraufali, objektiv bi eden pelo, pa Bog ve, kam bi ga skril, pa ono drugo, ti to veš. Zdaj dajmo tehnične podrobnosti. Kaj si želel povedati? Kaj si želel povedati s tem? Torej, prišla je ekipa Ja, v torej Maribor. ta ekipa CNN je bila naša, ne. Mislim, poštena, in ta Martin Bell je dal pravo televizijsko sliko, to smo potem gledali in jaz sem se mu potem zahvalil v imenu občine. On je napisal, in taki mali je bil čuden nekak, ampak govoril je mogoče ne 5 jezikov, pa je imel vseeno prevajalca sabo. Moram reči, da so bili naklonjeni vsi medijski taki veliki centri, kot je CNN, poštenosti, so bili naklonjeni. Niso sprejemali vsakršnega mnenja, so ga tehtali. Hvala, Smiljan. Še zadnji sklop vprašanj. Zanimalo bi me naslednje. Po eni strani 7. julij, Brionska deklaracija, 18. julij, sklep predsedstva SFRJ o umiku Jugoslovanske armade iz Slovenije najkasneje v roku 3 mesecev. Kako ste spet doživeli to informacijo, vizavi dejstva, da so pogovori na to temo že tekli prej, da je bila Slovenija pripravljena na ta proces, ki naj bi trajal 3-4 leta, ga tudi financirati in tako naprej, potem pa naenkrat ta sprememba. Je bilo to presenečenje samo za nepoučene ali je bilo to res nekaj, čemur lahko rečemo, da je takrat presenetilo, Jože, morda za začetek? To je bila posledica nekega dolgoročnega procesa, ampak zgostili so se dogodki do te mere, da ni bilo možno več odlašati. Saj se spomnite Bakerjevega obiska v Beogradu, prvi ali drugi dan vojne, oziroma še pred vojno, je rekel, ni govora, da greste na razen. Amerika absolutno ni tega podpirala, saj se je Amerika tako obnašala tudi do vseh kasnejših dogodkov, zlasti pa do Bosne, kjer bi lahko bistveno prej posegla in bistveno skrajšala agonijo, ki jo je doživela Bosna, kasneje tudi Srbija s temi napadi. Takrat svet pravzaprav ni vedel, zakaj gre na tem vročem in brdovitem Balkanu, kot smo rekli. Niso se bili pripravljeni z njim seznaniti, razen morda Nemčija in na čelu s Kohlom. In tu gre gotovo zasluga naše diplomacije, da je odigrala neko svojo vidnejšo vlogo. Jaz sem bil sam presenečen, ko je predsedstvo objavilo tisti sklep tako hitro. 3 mesece po naši vojni, oktobra mislim, da mora... Oktobra je bil že, se je iztekel rok. Se je iztekel rok in potem smo seveda z nekim velikim olajšanjem gledali tisti transport zadnjih vojakov. Ampak to se ni zgodilo čez noč, to se je zgodilo po... Nisem bil zraven, ne vem, ne morem ocenjevati, ampak nekaj stvari se je odločilnih dogajalo na Brionih. Takrat so naši predstavniki oblasti odigrali neverjetno vlogo. Ne glede, kdo je vse bil, vseh 5-6 ljudi, ki so bili tam dol. Ampak vedelo pa se je za te antagonizme že od odhoda naše partijske delegacije z 8. kongresa in tedaj je bilo več ali manj jasno, da taka država, ki je imela 6 različnih sistemov, ki ima 4-5 različnih ver, po Andriću iz Mostana, ki ima 2 pisavi, in ki ima toliko nasprotij in ne more obstati, ne da bi tutorji, na eni strani vzhod, na drugi strani zahod, držali roko nad njo. Ti tutorji so seveda na vzhodu roko odmaknili, kar je razumljivo, bilo po padcu berlinskega zidu, in na zahodu pa tega vedenja, razen v Nemčiji, morda v Avstriji, ni bilo, celo Italija se na veliko sprenevedala
če bi zdaj proučevali vlogo tedanjega italijanskega zunanjega ministra De Michelisa, mislim, da je bil. Ja. Mogoče, Mario, še tvoje mnenje o tem je bilo presenečenje in pa seveda kako danes po 3 desetletjih, ko se pa včasih glede na vire, ki jih prebiramo ali poslušamo, zdi, kot da se mi zdaj pogovarjamo o nekem dogajanju, ki ga pa politika vsaj del nje ne prizna. Kot da je, rekel, 15 zaslužnih za to, da je ta zadeva stekla, vsi ostali smo pa bili spremljevalci tega postopka, bi rekli, osamosvojitelji so nas osamosvojili, natančno se ve, kdo je lahko osamosvojitelj. Ja, praktično smo bili osamosvojitelji vsi, ki smo na nek način sodelovali pri zadevah, ki so pripeljale tako daleč. Jaz bi rekel, da v tistem času, se pravi v času vojne za Slovenijo in potem po dogodkih, ki so sledili kasneje, prej smo govorili o srbskih materah, ki so v Beogradu protestirale. Mi imamo v arhivu, Janez Sučič bo vedel, shranjen posnetek iz sejmišča v Mariboru, kjer so bili ti vojaki pripeljani tja in so čakali svoje starše, matere predvsem, in to so bili pretresljivi posnetki, ki so dejansko govorili o tem, kakšen nesmisel se je dogajal v tistem času, da so ti otroci v bistvu bili pripeljani kot vojni ujetniki ali pa so tudi prebegli nekateri tako iz vojašnic in zdaj so tam in čakajo na svojo usodo. Skratka, kup je bilo malenkosti, ki so tkale ta mozaik celotne nove države in vseh drugih držav, ki so nastajale. Hkrati pa so povedali, da kako je bila ta armada, ki naj bi branila na silo sestavljeno Jugoslavijo takrat, nemočna. Mogoče nismo tega povedali, da en ključnih momentov, zakaj v Sloveniji, v Mariboru in v okolici, v tem delu severovzhodne Slovenije, ni prišlo do večjega napada armade. Oni so bili kome 65 do 70% popolnjeni, kot rečejo. Se pravi, manjkalo je toliko in toliko vojakov in tu je bil tudi en izmed razlogov, da oni se niso počutili dovolj močni, da bi na kakršenkoli način šli v akcijo, tudi če bi situacija nanesla na to. No, to so bili takšni detajli in ker si vprašal, kako gledamo na ta odnos, ki se je takrat pojavil, da je bilo toliko ljudi naenkrat zaslužnih za osamosvojitev. Seveda so nekateri bili bolj, drugi manj. Hkrati pa pozabljamo, da je takrat veliko ljudi, Slovencev, ki so spremljali vsa ta dogajanja, je bilo na strani teritorialne obrambe in vseh teh, ki so se borili, da na nek način Slovenija ostane samostojna, to, kar je bilo sklenjeno že na samem plebiscitu decembra 1990. In tako se potem, situacija se pozneje razvijala tako, kot se je in mogoče potem je prišlo do razkolov v politiki, tudi kot vemo, saj Jože sam bil v politiki, vemo, da veliko je bilo očitkov, predvsem govorilo se je o spravah, o krivdi in tako dalje in to se je potem vleklo v veliko časa, kar je še danes prisotno. Toliko mimogrede o postvestnem dogajanju, ki normalno je, da zdaj 30 let je za nami in nekateri so rekli, da je to zgodovina, ampak res je zgodovina, ampak ta zgodovina je pomembna, ona mora ostati med nami, v naših srcih mora ostati tisti čas. Spomnim se enega pregovora, ki sem ga videl v Devonportu v Avstraliji, ker sem nas veliko snemal med našimi ljudmi, ki so tudi takrat leta 1991 sodelovali v demonstracijah za osamosvojitev Slovenije, podpirali so nas in dva izmed teh ljudi sem intervjuval, to eden je bil Fred Brežnik v
Sidniju, ki je častni konzul bil, in ker si omenil post festum leto 92, on je lobiral pri avstralski vladi, da nas je izjemno hitro priznala, ena prvih izven prekooceanskih držav, bil je pa tudi direktor ene pomembne firme Emona in je imel ta politični vpliv. Skratka, in če omenim to demonstracijo v Melbourneu, tam je bil tudi eden izmed naših Slovencev, Vinko Rizmal, ki je organiziral demonstracije v Melbourneu leta 1991 in v enem intervjuju mi je povedal takole: mi smo skupaj s ženo sta imela plakate Slovenija, moja dežela, in te plakate so prečrtali dežela, so napisali moja država, jih postavili v ogrodje in šli na demonstracije, kjer je bilo 5000 ljudi, tam je bilo največ Hrvatov. In povedal mi je takole, Hrvati so mu rekli, pogledajte, koliko je tukaj Slovencev, oni so že pripravljeni. In skratka, bil je tudi odmev po celem svetu, kjer živijo naši ljudje, in oni so z veliko večino podpirali samostojno Slovenijo, pa ne glede, ali so bili politični emigranti ali oni ekonomski. Majda, tvoj pogled na to vprašanje in pa seveda z zornega kota 30-letnice nazaj. Ja, jaz gledam na to stvar malo drugače, in sicer ne zdi se mi pomembno, kdo se šteje za osamosvojitelja, koga se priznava za kakršnakoli dejanja. Bolj se mi zdi problematično to, da ideje, vrednote, pričakovanja, za katere se takrat množice stopile tako rekoč goloroke pred tanke, danes ne upošteva. Pravzaprav se jih ne spominja, pravzaprav se jih ignorira. Tako da mislim, da je to bolj pomembno. Kar se pa tiče odhoda armade, mislim, da je še do odhoda armade bil v slovenskem narodu en potencial, ki bi ljudi spet pripeljal na ulice, če bi se zgodilo drugače, kot se je. Hvala lepa. Janez Ujčič, tudi za vas povsem sorodno vprašanje, razumevanje tistega časa, predvsem dinamike dogajanja in pa pogled 30-letja nazaj. Slovenci smo takrat dobili priložnost, ki smo jo znali izkoristiti, zgodovinsko. Ampak ta priložnost je nastala ne samo v tej naši osamosvojitveni vojni, ampak to, kar je prej rekel Jože, kjer se danes to pozablja, ker se hoče pozabljati. Kongres Zveze komunistov Jugoslavije, takrat, ko je bil razhod, takrat je bil konec Jugoslavije. In takrat sta Slovenija in Hrvaška odločno stopila na svojo pot. Kar se tiče osamosvojiteljev, se strinjam s tem, kar je Majda povedala. Mi smo visoke vrednote, ki smo jih takrat imeli, enostavno ali izgubili ali na njih pozabili. In ta razdvojenost, ki je zdaj med nami, med tako imenovane leve in desne in ne vem kakšne vse barve, je poguba za nadaljnji razvoj Slovenije. Mi enostavno ne smemo iti več po tej poti. Drugače se lahko zgodi, da na koncu ne bomo imeli več svoje države. To je realno vprašanje. Smiljan, se strinjate z to temo in kako vi gledate nazaj na ta 30-letja zdaj? Seveda se strinjam, ne. Nazaj dosti jaz nikoli nisem gledal, pač pa naprej. Naprej je treba v šole spraviti malo več pouka v tem smislu, to manjka. Ne vem, je tuja zgodovina bolj važna kot naša lastna, ker iz zgodovine se vsi učimo. In recimo, moj sin je bil tu prej šel, imamo 3 vnukice, ne, ko jih sprašujem v vrtcu, kaj delate? Nič kaj takega, kar bi morali delati. Jaz se čudim, da ti vzgojni činitelji ne delajo v interesu
naroda, ampak nekako lokalno, ne vem, da jim čas mine, ne gre. A mogoče manjka navodil, možno. Ni nobenega, ki bi združeval, ki bi gledal na podlagi starih izkušenj, se bo dogodilo to in to bi planirati morali v vsaki družini tak ali tak za bodočnost lastnega razvoja. Ampak je premalo na nivoju narodnostne zavednosti. Jaz si sam iz Prlekije in mi imamo v Malem Prstu prvi slovenski tabor je bil, mislim, 9. avgusta pa 1868. Mi Prleki smo tedaj, mislim, predniki naši, ne, sprejeli takšne odločitve, ki bi jih danes morali spet, da se pouk ne vrši več nobenih drugih jezikov kot samo v slovenščini. To je bil prvi sklep. Drugi, narodnostna meja, vi sami veste, vpliv Madžarov, to te slike pa to, Madžari so bili nenasitni, bolj kot Turki, zanimivo. In mi v Prlekiji smo narodnostno mejo zaradi Madžarov zelo zavedno rešili z našimi slavnimi možmi, kot je Miklošič, ki je pisal slovnico vsem južnim slovanskim narodom, Miklošič. Prav, Smiljan, ampak zdaj greva iz 16. stoletja še en zaključen stavek za leto 91. Za leto 91. Bodite hrabri, zdravi, pokončni in daljnogledi. Daljnogledi, no, prav. Hvala lepa. Jaz mislim, da smo prišli do konca tega omizja, v katerem smo vam želeli zornega kota novinarjev tedanjega časa predstaviti nek širši pogled na sliko dogajanja v času vojne za Slovenijo, malce prej in tudi malce kasneje, pa seveda tudi malce z današnjega zornega kota. Veliko bi seveda še lahko povedali, veliko je tudi zapisanega, marsikaj še lahko povprašamo. 30 letja pa kažejo, da je bistveno tisto, kar je zapisano. Spomin namreč peša, se lahko tudi kje kaj izgubi, se kje kaj nepredvidenega prilepi in zato tisti vsi, ki imate še kaj nedorečenega zapovedati, zapišite, kot so to počeli novinarski kolegi pred 30 leti. Hvala lepa Jože Jagodnik, Marjan Šrimf, Majda Struc, Janez Ujčič in Smiljan Pušenjak. Hvala tudi vam za pozornost.